Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Danes sta z mano Sandra in pa Darja. Darja je redna profesorica za področje ekonomike poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, je članica katedre za menedžment in organizacijo, kjer predava pri predmetih z področja ekonomike in analize poslovanja ter obvladovanja stroškov in uspešnosti poslovanja. Je hkrati članica Društva Slovenske akademije za menedžment, članica European Accounting Association, članica Management Control Association in res ena izjemna posameznica. Njen dan pa ne mine brez nasmeha, kave in vsaj koščka čokolade. Zdravo, Darja. Lepo pozdravljeni. Dobrodošla, Darja. Zdaj, prvo vprašanje, ki ga imam, a je kakšna posebna čokolada? Temna čokolada, ampak ne pa različnih znamk. Super. Zdaj, ti si res izjemna posameznica, ogromno dosežkov, kakor smo slišali, probaš se res udeleževati čim večjih društev, čim več prispevati k razvoju menedžmenta, vodenja, znanosti. Tako da povej mi, a je bila tvoja želja od nekdaj, da postaneš profesorica in da deliš to znanje še naprej? Moram reči, da ne, ampak po mojem bolj zato, ker sem mogoče poklic profesor ali pa visokošolski učitelj je mogoče eden takih, na katerega v nekih otroških letih niti ne toliko pomisliš, prej ti je bliže učitelj v osnovni šoli, ampak bila pa je v bistvu že vedno želja, da se vpišem na ekonomsko fakulteto, tako da to je pa bila v bistvu že na začetku gimnazije, sem zelo v bistvu bila prepričana, da želim na ekonomsko fakulteto in je bila tudi edina izbira moja. Je pa res, da sem imela drugače pred sabo pot, no. V svojih mislih sem v bistvu želela se ukvarjati z mednarodno trgovino in sem tudi v bistvu že na začetku, ko sem se na fakulteto vpisala, zelo aktivno poiskala podjetje, kjer sem pridobila štipendijo in sem celotno to svojo pot v bistvu kot študentka zelo aktivno sodelovala tudi s tem podjetjem. No, potem je pa v bistvu prišlo do tega, ker sem že kot študentka sodelovala pri vodenju vaj kot demonstratorka pri 2 predmetih, v bistvu menedžment pa tudi ekonomika poslovanja, kjer sem tudi zdaj še ostala. Je v bistvu sta oba profesorja, takrat v bistvu nosilca teh 2 predmetov, me povabila, če bi ostala na fakulteti, no, tako da sem, če sem čisto iskrena, takrat v bistvu šele začela razmišljati o tej poti. In sem dejansko sprejela, se vpisala na magistrski študij in spoznala, da je to. Super. Super. Draga Darja, res iskreno ti čestitamo k izvolitvi v najvišji naziv v znanosti. Če povzamem misli rektorja, profesor dr. Igorja Papiča, dokazujete, da zmorete prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolskega učitelja, in ta pot je zahtevna, dolga, nepredvidljiva in v konkurenčnem mednarodnem okolju jo zmorejo prehoditi le najboljši. In draga Darja, iskreno ti čestitamo, tebi je uspelo. V znanosti si dosegla vse, veljaš za visoko moralno, visoko etično raziskovalko in iskreno sodelavko. Se ta hip spominjaš katerega še posebej lepega mejnika na tej poti? Najprej hvala za čestitke in vse te lepe besede. Zdaj mejnikov je sigurno več, težko je reči zdaj, kateri je lepši ali pa katerega se še posebej spominjam, no. Jaz bi rekla, da je izjemnega pomena za mene, za mojo karierno pot bila predvsem izbira teme, s katero sem se začela ukvarjati bolj poglobljeno. To je bilo v bistvu že v času magistrskega študija, ko sem v bistvu izbirala temo in mi je v bistvu profesorica Kavčičeva, moja takratna, pa potem še naprej, vse skozi mentorica, predala po mojem nekih 10 knjig, zbirke člankov, takrat recimo najbolj aktualnih in relevantnih, in je rekla, naj zdaj jaz to vse pregledam in izberem temo, s katero se bom ukvarjala. No, in v bistvu je dejansko, moram reči, da sem ji hvaležna za to, zato ker sem takrat prvič začela tako bolj poglobljeno študirati orodja, koncepte, ki jih menedžerji uporabljajo pri svojem odločanju. Prej sem vedela, da obstajajo, ampak ne v bistvu točno, v bistvu vse, kateri, kako poglobljeno, kje se uporabljajo, zakaj.
In takrat sem zbrala temo poznavanje v bistvu teh konceptov in uporabo v slovenskih podjetjih. In od takrat dejansko 20 let, zdaj če pogledam nazaj, še vedno se ukvarjam z enako temo, s tem, da seveda sem jo potem bistveno bolj poglobila, razširila in tema ostaja vse skozi aktualna, relevantna, ker gre v bistvu za koncepte, ki jih menedžerji uporabljajo pri svojem odločanju. In zato je to taka tema, ki bo tudi še naprej vedno ostala aktualna. Tako da sem v bistvu zelo vesela nekako. Mogoče sem imela srečo, pa tudi znanje pač v tistem trenutku, da sem izbrala temo. Jaz takrat nisem gledala, da bom to 20 let naprej še se ukvarjala z njo, ampak se je nadgrajevala, kot, tako bi rekla, neka hiša iz Lego kock. In še, mogoče bi prej Sandra to še dodala, ker si rekla, da sem dosegla že vse, v bistvu mogoče kar se tiče nazivov, ampak drugače pa nisem še vsega, še naprej. Super. Zdaj, ti si pionirka na področju menedžerskih sistemov kontrole. Pa bi te prosil, če našim poslušalcem malo razložiš, kaj to sploh je, kaj to pomeni. Ja, na tvojem predavanju si lepo predstavila vsem preko metafore pilota in pilotske kabine. Meni je bila ta metafora in prikaz tvojega raziskovalnega področja zelo jasna, zelo si približala tvojo temo vsem nam. Bi lahko to metaforo tudi zdaj nam opisala? Hvala. Ja, v bistvu nekako skušamo prikazati vlogo menedžerja v procesu obvladovanja uspešnosti poslovanja, zelo pogosto uporabljamo to primerjavo s pilotom. In dejansko, tudi ko želimo razložiti, kaj sploh je uspešnost, bi mogoče s tem začela, ker veliko ljudi učinkovitost enači z uspešnostjo. In gre pa za različna pojma. Tako da v bistvu pri učinkovitosti pomeni, da delamo stvari pravilno, pri uspešnosti pa, da delamo prave stvari. In to pomeni, da recimo smo lahko zelo učinkoviti, produktivni, racionalni pri svojem delu, ampak če izdelujemo izdelke ali pa upravljamo storitve, ki jih nihče ne želi, po katerih kupci ne povprašujemo, pomeni, da ne bomo ustvarjali želenih prihodkov, niti ne dobička in tudi ne bomo uspešni. Tako da ni nujno, da učinkovitost vodi tudi do uspešnosti. No in zdaj, če primerjam spet s pilotom, je pri pilotu bi pomenilo, da učinkovit je tudi tisti pilot, ki odlično pristane na napačnem letališču. Ampak uspešen je pa tisti, ki v bistvu odlično pristane na pravem letališču. Tako da, no in zdaj pa mogoče, če navežem še na menedžerske sisteme kontrole, dejansko pilot uporablja različne inštrumente pri svojem delu, če lahko tako rečem, tako kot v bistvu menedžer uporablja menedžerske sisteme kontrole, ki mu zagotavljajo vse potrebne informacije za odločanje, se pravi, da ga opozarjajo, če je dober sistem kontrole, da ga v bistvu opozarja na to, kaj se dogaja v okolju, da se lahko pravočasno potem odzove, ne samo on, pač podjetje kot celota, na spremembe v okolju, na zahteve kupcev in drugih interesnih skupin. Koliko pa misliš, da smo Slovenci oziroma slovenski menedžerji, vodje dovzetni do tega, da to uporabljamo? Je tega veliko v Sloveniji ali je to v porastu? Kakšno je tvoje mnenje? V bistvu je, tako bom rekla, zastopani so tako menedžerji, ki bodo rekli, da ne uporabljajo teh sistemov in da se zanašajo pač izključno na izkušnje in intuicijo. In tudi moram reči, da predvsem na začetku moje poti sem kar veliko takih menedžerjev srečala. Zdaj bi pa rekla, da v bistvu se pa vedno bolj nagiba na drugo stran, da se zavedajo v bistvu pomena teh sistemov kontrole, zato ker dejansko v bitki s konkurenco ti tudi ti sistemi pomagajo, da si recimo, da hitreje opaziš določene priložnosti, se hitreje prilagodiš. Je pa zelo odvisno dejansko od tega, kje podjetje, v kakšnem poslovnem okolju deluje. Če je zelo stabilno okolje, bo recimo podjetje načeloma preživelo, pa tudi doseglo neko raven uspešnosti, ne glede na to, ali ima take sisteme ali ne. Če pa deluje v zelo konkurenčnem okolju z veliko stopnjo tveganja, pa v bistvu so ti sistemi potrebni. Kar je pa po mojem zelo pomembno, je, da ne samo, da nam omogoča spremljanje poslovanja, ampak preko njih lahko motiviramo zaposlene v bistvu za doseganje ciljev, pa tudi za komuniciranje ciljev, kaj sploh želimo doseči z vidika recimo strateških ciljev.
Tako da je različna raven uporabe, težko v bistvu bi rekla, ne vem, pri večjih podjetjih sigurno v veliki večji meri, ker tudi bolj potrebujejo, ne, in imamo tudi tam do 70% stopnjo, recimo, če povem za recimo neke sisteme spremljanja uspešnosti poslovanja, ne. Pri manjših podjetjih pa je manj, a ne, tam do 30% ponavadi pride, predvsem zato, ker jih ne poznajo, ne. Največkrat v bistvu so odgovori na vprašanje, zakaj jih ne uporabljajo, to, da sploh še niso slišali za njih, a ne, ker običajno prihajajo mogoče z neko drugo predizobrazbo, pa jim v nekem trenutku, ko je podjetje še majhno, niti to ni toliko pomembno, a ne. Mark je že omenil, da je tvoje srednje raziskovalno področje so menedžerski sistemi kontrole. Mogoče bi tu poudarila tudi to pomembno vsebino, da si kot prva v doktorski disertaciji uporabila z metodološkega vidika študijo anglosaksonski pristop študije primera. To je bilo takrat leta 2004. Kako si se lotila tega raziskovanja? Nam lahko tudi nekaj več poveš, kako je potekala in tudi ta študij v Angliji, kjer si pridobivala znanja? No, v bistvu, kot sem že prej omenila, jaz sem najprej pri magistrskem študiju sem raziskovala poznavanje in uporabo teh menedžerskih orodij, o katerih smo govorili v slovenskih podjetjih na splošno. Potem pa me je v bistvu zanimalo malo bolj poglobljeno, a ne, kakšni so dejansko tisti vzvodi, a ne, ki jih podjetja uporabljajo pri obvladovanju uspešnosti poslovanja, in sem nekako želela izvesti to na študiji primera, se pravi z uporabo kvalitativne študije kot metode raziskovanja. No, in v tistem času je bila to pri nas zelo, zelo redko zastopana metoda, na naši fakulteti dejansko sploh še ni bilo v doktorski disertaciji s to metodo in je bilo mogoče neka raven skeptičnosti, ali bo ta metoda v redu ali ne bo. No, in je bilo to tudi potem mogoče nekako vodilo, da sem želela poiskati tudi somentorja iz države, kjer je pa ta metoda, bom rekla, prva, ki jo izberejo doktorski študenti, ki proučujejo menedžerske sisteme kontrole. No, in dejansko v Veliki Britaniji, recimo, ali pa zdaj, če malo ožje rečemo, v Angliji, je to še vedno, a ne, metoda, ki jo v bistvu največ uporabljajo, prav tako tudi v skandinavskih deželah pri študiranju menedžerskih sistemov kontrole. In zato sem se v bistvu v času doktorskega študija potem odločila, ne, da grem dejansko na angleško univerzo in tudi v bistvu sem potem tam delala skupaj z mentorjem. In zame je bilo zelo zanimivo dejansko, ker pri nas se to ni izvajalo, tam pa je bila to ključna metoda, ne, tako da sem dobila vsa ta znanja od tega, kako pristopati do podjetja, kako zaščititi v bistvu tudi svoje informacije, ne pa vere informacij, kako v bistvu je treba določene dogovore, pogodbe s podjetjem skleniti, tudi kar se tiče etičnosti, a ne, razkrivanja podatkov. Tako da potem sem pa pri nas, a ne, pa predvsem zelo veliko se ukvarjala s tem, katero bi bilo tisto podjetje, kjer bi jaz lahko proučevala daljše časovno razdobje, recimo pri meni je šlo to za 13 let, v podjetju, ki je v bistvu doživelo zelo veliko preobrazbo, kar se tiče strateške usmeritve. Zato, da sem lahko spremljala, kako je tej preobrazbi potem sledilo tudi spreminjanje menedžerskih sistemov kontrole, ki jih uporabljajo, tudi recimo z vidika ne samo formalnih sistemov, ampak tudi neformalnih, kot je način vodenja, kultura v podjetju. No, in moram reči, da res sem bila zelo vesela, no, takrat, da sem našla to podjetje in uspela izvesti raziskavo. In v takratnem času je za mene bilo tudi, kako bi rekla, nekako sem bila zelo vesela, da sem videla, da tudi v praksi obstajajo menedžerji, a ne, ki dejansko delajo stvari by the book, tako kot mi tudi predavamo, ne, in moram reči, da sem prav dobila neko tako potrditev in veselje za naprej, ne, ker kdaj pa tudi v bistvu slišimo kakšno pripombo, pač, da mi malo preveč v teoriji razglabljamo stvari, ki mogoče niso praktično uporabne. Ampak tukaj se je izkazala v bistvu tako, kot jaz mislim, da je prav, a ne, da v bistvu tako teorija kot praksa sta z roko v roki. In sta tesno povezani. Ja. Zdaj, kot mlada raziskovalka in pa pionirka na večjih področjih, mene zanima, kakšno je tvoje mnenje, koliko je pomembno, da imaš nekega mentorja ali pa vzornika, da ti v bistvu pomaga, svetuje, te vodi?
To je ključnega pomena. Za mene, tako če gledam, recimo jaz nazaj, dejansko ne samo za mene, ampak za vsakega mladega, ali je to raziskovalec ali na novo zaposlen, je ključen mentor. V bistvu dejansko tvoja razvojna pot naprej je zelo odvisna od tega, kdo je tvoj mentor, ne samo kdo, ampak kako s tabo dela, ne. Se pravi, kako te usmerja, tudi mogoče, da te ne usmerja samo karierno, ampak da ti da tudi kakšne življenjske nasvete, no, to se mi zdi tudi ključno v nekem trenutku, ko mogoče, ne vem, obupuješ nad kakšno stvarjo, da ti pove, da mogoče pa ni recimo doktorat edina stvar v življenju, ne, ampak so še tudi druge stvari zelo pomembne. Tako da to je ključnega pomena. Tudi recimo zdaj, ko sem jaz v vlogi mentorja, se mi zdi, da skušam tako delovati, da v bistvu celovito gledam, no, te moje študente ali pa recimo zdaj tudi asistenta, ki z nami dela, no, tako da se skušam recimo nekako od svojih mentorjev potem jaz tudi nekako prenašati naprej te vzore, no. Super, hvala. Jaz bi se pa nazaj navezala na menedžerske sisteme kontrole. Nam lahko poveš, zakaj jih sploh nek direktor, vodja, predsednik uprave, zakaj potrebuje implementacijo menedžerskih sistemov in kaj bo to doprineslo uspešnosti poslovanja podjetju, konkretno enemu direktorju. Pa morda kakšen konkreten primer, ker mnogi ti menedžerski sistemi kontrole so zdaj že informatizirani, verjetno v obliki različnih softverskih aplikacij, programov, je morda kakšen, ki ga lahko posebej izpostaviš ali pa poudariš? Ja, no, pri sistemih kontrole, kot sem že prej rekla, gre za to dejansko, da nas s pomočjo informacij, ki jih prek njih dobimo, opozarjajo na to, kaj se dogaja v okolju. Tako da z vidika menedžerja je v bistvu ključnega pomena to, da dobi informacije o tem, kako recimo uresničuje svojo strategijo. Zdaj tukaj ni neke čarobne palčke, da bi mi recimo kupili, če tako lahko rečem, nek sistem in nam bo zdaj rešil poslovanje, ampak gre za koncepte, na katerih v bistvu potem podjetje gradi in naredi unikaten sistem, ali pa gre teh sistemov lahko več zase. Recimo, če zdaj govorimo o primerih, zelo razširjeni so sistemi obvladovanja uspešnosti poslovanja, kot je na primer uravnoteženi sistem kazalnikov. V angleščini je to balance scorecard, ker se velikokrat v bistvu uporablja tudi v angleščini. In recimo ta sistem nam omogoča, da spremljamo različne vidike uspešnosti poslovanja in s tem spremljamo uresničevanje svoje strategije. Ampak, če mi ne vemo, kakšna je strategija, ali pa če nimamo določenih strateških ciljev, nam ta sistem nič ne pomaga. Se pravi, če imamo sistem, pa predhodno mi ne vemo, kaj bi želeli doseči, potem je škoda, da tak sistem imamo. Je, se pravi, podpora pri odločanju, ampak kazalnike, recimo, ki jih spremljamo s tem sistemom, pa dejansko moramo določiti v podjetju, recimo ekipa top managementa, pa tudi niže, odvisno za katero področje, se pravi, mi določimo, kateri so tisti kazalniki, ki jih bomo želeli recimo potem spremljati, da vidimo, kje smo, tudi koliko, recimo kako pogosto. V zadnjem času recimo je nadgradnja v tem, da se v te sisteme vključuje tudi sisteme za obvladovanje tveganj, ki so dolgo časa bili v bistvu kot ločeni sistemi, pa se zdaj zelo integrirajo, kar se mi zdi zelo pomembno. So pa sem sodijo pa tudi drugi sistemi, recimo za obvladovanje kakovosti, tudi recimo sistemi planiranja, recimo budgeting, če tako rečem, to so vse sistemi kontrole. Zelo zanimivo je, da to niso le, kot bi nekdo mislil, samo finančni kazalniki, ampak je v zadnjih letih trend, da gre tu za sistem nefinančnih kazalnikov. A lahko mogoče izpostaviš, kakšen bi bil tak primer, ko se spremlja nefinančne kazalnike, predvsem vidik zaposlenih, procesov? Ja, recimo najprej bi še enkrat poudarila, da nefinančne kazalnike spremljamo, če so to tisti, ki nam omogočajo, spet, kot sem prej rekla, da bo naša strategija uresničena. Se pravi, če so naši strateški cilji izključno naravnani na doseganje finančnih kazalnikov, potem bi lahko rekli tudi, da ne rabimo finančnih. Ampak, če pa spremljamo recimo kakovost, zadovoljstvo kupcev, zadovoljstvo zaposlenih, vse, kar je povezano z inovativnostjo, razvojem novih proizvodov, se pa zelo hitro v bistvu podamo na to področje nefinančnih kazalnikov.
In zato v bistvu potrebujemo tudi podatke o teh kazalnikih, s tem, da bi mogoče opozorila, da ljudje tukaj spet pogosto mešajo in mislijo, da če so kazalniki nefinančni, da so izraženi v recimo nedenarnih enotah, ampak ni nujno, ne. Recimo primer, stroški kakovosti, če jih izračunavamo, so izraženi v evrih, ne, ampak sodijo med nefinančne kazalnike, ker z njimi spremljamo področje kakovosti. Enako velja recimo, če gledamo, koliko vlagamo v izobraževanje zaposlenih, je to kazalnik, ki sicer sodi med recimo pri Balance Scorecardu v vidik učenja in rasti, ampak je spet izražen v evrih, tako da recimo nefinančni pomeni, da gre za nefinančni vidik poslovanja, tako da mogoče bi tukaj še izpostavila, ker mi večkrat delamo raziskave, ko preverjamo, kaj dejansko podjetja spremljajo, da je na žalost, zdaj odvisno, lahko za kakšna podjetja bojo tudi rekli, da je tako prav, ampak med prvimi 10 kazalniki je še vedno prvih 5 v bistvu finančnih, teh klasičnih, ker je mogoče tudi pričakovano za spremljanje likvidnosti, rasti prihodkov in podobno. Potem pa se šele začnejo pojavljati nefinančni, ampak tudi ti so večinoma zelo te klasični, ki jih poznamo, kazalniki obračanja, ki sicer kažejo na učinkovitost procesov, ampak to so že kazalniki, ki so tudi že v bistvu desetletja prisotni, medtem ko med prvimi 10 recimo ni nobenega kazalnika učenja in rasti, kar je pa, bom tako rekla, nek temelj, na katerem bi podjetje moglo graditi, ljudje pa njihovo znanje na tem lahko gradimo, Tako da tukaj je kar še veliko priložnosti za izboljšave, v bistvu, da bojo kazalniki, ti, ki jih zdaj ni, med top 10 kazalniki prepoznani kot tisti, ki so po mojem kar ključni za razvoj podjetja. Super, najlepša hvala za to razlago in ta pogled. Zdaj, jaz imam pa eno bolj tako osebno vprašanje, in sicer ogromno naših poslušalcev, liderjev so vodje na različnih področjih, ti si definitivno vodja na svojem področju. Povej mi, kako izgleda tvoj delovni dan? Dejansko si članica večjih društev, svetovnih organizacij, si tudi sourednica in članica v večjih mednarodnih revijah. Kako izgleda tvoj delovni dan kot profesorica? Predvsem bom tako rekla, zelo raznolik in v bistvu en dan ni enak drugemu. To je, se mi zdi, ključno pri našem delu, kar je tudi z mojega vidika zelo pozitivno, ker nam nikoli ni dolg čas. Je pa dejansko tako, da je recimo naš dan je prepleten, če gledamo delovni, mogoče bi izpostavila 3 vidike: pedagoški, raziskovalni in strokovni. Zdaj ni nujno, da je v vsakem dnevu vse 3 prepleteno, lahko je tudi en dan čisto pedagoški, drug dan pa čisto raziskovalni, samo dejansko vsa ta 3 področja pokrivamo. In bom čisto priznala, da se zgodi, da ta naš delovnik ni 8-urni delovnik, ampak je to kar kdaj celodnevni, zato ker če dam kot primer, naprimer, jaz zelo rada se sprehajam v naravi, sama ali pa v družbi ampak če sem sama, zelo pogosto ravno takrat v bistvu tudi dobim določene ideje ali pa recimo se mi porodijo neke rešitve na kakšna vprašanja, ki so se mi prej porajala. Tako da nimamo v bistvu, kako bi rekla, naš delovnik ni tako, da bi po 8 urah prišli domov pa se prenehali ukvarjati z našim delom, Tudi recimo, kar se tiče odnosa do študentov, se mi zdi, da smo zelo, kako bi rekla, dosegljivi, sicer kadar hočemo biti, ampak tudi izven, bom rekla, tega predpisanega delovnika, Je pa res, da moraš imeti kar visoko raven samodiscipline, da pa ne pretiravaš s tem, Se pravi, da še vedno uravnotežiš to svoje poklicno življenje z družinskim, Ampak jaz osebno sem zelo vesela, da delam v tem poklicu, ker dejansko stalno, mi se nenehno učimo, nikdar v bistvu ne ostaneš nekje z nekim znanjem, ki je mogoče že zastarelo, Tako da stalno nek napredek in tudi dejansko srečuješ tudi zelo zanimive ljudi, Delamo ogromno s tujino, kar pomeni tudi naš jezik je poleg slovenščine dejansko angleščina vsakodnevno. In predvsem v teh združenjih, moram reči, da sem tudi zelo veliko ljudi spoznala, dobro, niso moji mentorji, ampak so ogromno tudi v bistvu name vplivali, kar se tiče moje poti, pa razvoja.
Super, bi pa tudi dodala, navezala bi se na to, da objavila si sama in pa v soavtorstvu v tvoji akademski karieri številne izvirne znanstvene članke, kot jih v akademski skupnosti imenujemo v rangu SSCI, v teh rangiranih znanstvenih člankov, in tako postavila Slovenijo v sam vrh na področju objav v menedžerskih sistemih kontrole, v obvladovanju uspešnosti poslovanja. Če tu izpostavim fokus zadnjih raziskav, kjer si znanstvenico doktorico Mojco Marc zdaj v zadnjih letih usmerila področje raziskovanja tudi v novejše vsebine, torej konkretno mislim na sočasno uporabo več sistemov kontrola. In tu nas zanima, ali dodatno orodje menedžerskih sistemov kontrole vedno doprinese k uresničevanju strateških ciljev, ker vemo, na trgu imamo zdaj vse več in več rešitev, več idej, zelo dobro raziskovalno vprašanje, zlasti za naše poslušalce, direktorje, vodje, da bi mogoče dali en apel, ali pomeni več sistemov, vedno bolje, ali lahko s tem tudi na primer preveč obremenimo zaposlene in to morda vodi v neko drugo, mogoče v preobremenitev, mogoče lahko osvetliš izsledke teh raziskav, ki si jih postavila v sam vrh in osvetljujejo predvsem uporabo večjih sistemov. Ja, to področje je res zelo zanimivo, in sva v bistvu s kolegico Mojco se ga lotile zato, ker so v bistvu, ko sva govorile z menedžerji, prišle do tega, da zelo malo menedžerjev dejansko ve, koliko jih stane vpeljava nekega orodja, recimo za obvladovanje uspešnosti. V bistvu ni bilo teh podatkov, tudi ko smo rekli, kaj pa učinki, tako da bi jih opisali, dejansko je bilo zelo malo konkretnih odgovorov. In potem, ko sva recimo to predstavljala na konferencah v tujini, so tudi iz drugje povedali enako, tako da v bistvu je to kar vse splošno. Vsem se zdi, da bi mogli čim več teh orodij imeti, zato ker jih tudi drugi imajo, da ne bi zdaj zaostali, ampak dejansko pa niso znali prepoznati, kaj vsako dodatno orodje, ki ga vpeljemo, doprinese. In zato so se mi lotile to malo bolj sistematično raziskovati. In so v bistvu kar zanimivi izsledki. Recimo, ugotovili sva, da tista podjetja, ki že uporabljajo mogoče neke bolj te klasične sisteme za spremljanje predvsem stroškov, obvladovanje stroškov, razne metode kalkulacij in so bolj usmerjena recimo v finančni vidik poslovanja, da tem podjetjem dejansko doprinesejo neki novi sistemi, kot je primer uravnotežen sistem kazalnikov in podobni, ki jim doprinesejo možnost spremljanja nefinančnih vidikov poslovanja. Po drugi strani pa tista podjetja, ki že recimo odprej zelo gradijo na kakovosti, na spremljanju procesov, se pravi na obvladovanju tega procesnega vidika in aktivnosti v podjetju, pri teh pa ni bilo zaznati toliko recimo nekih dodatnih učinkov, če so vpeljale sisteme, recimo kot je uravnoteženi sistem kazalnikov, ker so že tako ali tako v bistvu pokrivala ta nefinančni vidik. Finančni pa, če smo čisto odkriti, pa podjetja že tako ali pa tako spremljajo, ker je v bistvu tudi z vidika zunanjega poročanja so vsaj neki osnovni kazalniki prisotni. Tako da tukaj bi izpostavila pa tudi to, ker so pa v bistvu številni eksperimenti pokazali, da tudi menedžerji so samo ljudje, in recimo, tako kot vsi imamo kognitivne omejitve, pri odločanju. Se pravi, da če imamo najboljše, da imamo en list papirja pa glavne kazalnike gor predstavljene, zdaj ali je to v obliki kakšnih semaforjev ali pa kaj podobnega, ne pa da imamo recimo ne vem koliko analiz najrazličnejših in v bistvu ne moremo sprocesirati vseh teh informacij in se potem začnemo odločati res samo na unih najbolj osnovnih. In v bistvu smo zgrešili, v bistvu cel namen recimo teh menedžerskih orodij, kaj nam lahko vse ponujajo. Tako da je tukaj bi v bistvu prav rekla, da dejansko bi mogli biti zelo previdni pri vpeljavi vsakršnih novih sistemov, zato ker na prvi pogled zgleda vse zelo obetavno, vsi obljubljajo, kako se nam bo uspešnost povečala, ampak če teh sistemov ne uporabljamo ali pa ne uporabljamo na pravilen način, dejansko ne bomo dosegli teh učinkov. Super, hvala za odgovor. Zdaj mi dva, Sandro, ki te tukaj vidva v živo, lahko poveva, s kakšno strastjo govoriš, da je to res tvoja strast, da res uživaš v tem delu. Tako da jaz imam eno vprašanje in sicer, ti si že veliko dosegla in si res vodja na svojem področju
In ponovadi ljudje, ko gledamo neko osebo, vidimo njene nazive, pa vse te bleščeče stvari, ne vemo pa, kako je ta oseba, v bistvu, kaj je bilo potrebno, da je prišla do tega. Tako da mene v bistvu zanima, kaj bo tvoj največji uspeh, pa en največji izziv, ki si ga mogla prehoditi, da si prišla do tukaj, kjer si. Ja, no, tukaj bi mogoče povedala, kako jaz gledam na uspehe, izzive in to. No. Recimo, jaz definitivno ne gledam samo z vidika kariere. Okay. In bi zato tukaj poudarila, da recimo, ko gledamo svojo karierno in življenjsko pot, imamo na tej poti zelo različne vloge igramo, oziroma ja, v bistvu jih igramo, in skušamo doseči tudi svoje neke osebne cilje, pač v karieri so to povezani s podjetjem, z organizacijo, kjer smo. No in tako kot velja pri sistemih, ki jih jaz preučujem, da se izkaže neka uravnoteženost kot najboljša, bi jaz tukaj to izpostavila, da če gledamo mogoče tekom večjih let, je za mene osebno največji uspeh, da recimo vse te različne vloge uravnaš. In ker v bistvu jaz gledam človeka kot na način, da ne moreš biti na vseh področjih najboljši. Mogoče v določenem časovnem obdobju si v enem, ampak potem neko drugo področje, mogoče na ta račun ni tvoja prioriteta, ga zanemarjaš, ampak dolgoročno bi jaz rekla, da je uspeh, da uspeš uravnotežiti, recimo, če dam kot primer, pri sebi bi jaz rekla karierno pa družinsko življenje. In s tem tudi se mi zdi, da daješ v bistvu zgled spet pa neke vrednote naprej, recimo v mojem primeru otrokom, ampak kot rečeno, imamo različne življenjske vloge in se mi zdi, da moramo znati dejansko neko uravnoteženost najti in je to uspeh, ki ga dosežemo. Tukaj bi se pa navezala tudi na eno tako malo, bom rekla, zahtevno vprašanje, recimo, ki je vezano tudi na ta uspeh. Recimo, objavila si številne izvirne znanstvene članke. Med našimi poslušalci so tudi bodoči mladi raziskovalci, mladi vodje, ki grejo in gradijo svojo kariero na področju, potem naprej kot doktorji, kot znanstveniki. In vemo, da je izvirni znanstveni članek v mednarodnem zelo konkurenčnem okolju zelo težko objaviti. Bi morda iz tvojih izkušenj glede objav lahko izpostavila 3 izkušnje ali pa 3 nasvete mladim bodočim raziskovalcem in vsem menedžerjem, vodjem, ki danes jih je veliko, ki se odločajo za gradnjo svoje akademske kariere in pa doktorskega študija ob karieri, ob družini. Vemo, da je potrebna vztrajnost, ena objava takšnega članka v sodelovanju z ekipo je tudi časovno trajajoča. Morda lahko izpostaviš, osvetliš, recimo, kaj bi pa ti priporočila tistim, ki se podajo na to pot raziskovanja? To se mi zdi odlično vprašanje in v bistvu ga tudi jaz zelo kmalu skušam na njega odgovoriti pri svojih v bistvu študentih, kjer sem mentorica. In sicer zato, ker dejansko je za mladega raziskovalca v neki fazi, ko hoče pokazati domači in tuji javnosti svoje rezultate v obliki objave v nekem takem izvirnem znanstvenem članku, včasih, bom tako rekla, kar zelo mogoče tudi taka, bi kdo rekel, slaba izkušnja ali pa izkušnja razočaranja, zato ker na začetku si pogosto soočen dejansko z negativnimi odzivi recenzentov, z določenimi kritikami, ki sicer so konstruktivne, ampak v tistem obdobju, ko bi ti želel vsem povedati, kaj si v bistvu raziskoval 5 let, se ti zdi mogoče, da te hoče ustaviti, da ti ne pustijo naprej. Ampak zato bi rekla, ne obupati, dejansko to je najboljša v bistvu izkušnja, na kateri se ogromno naučiš in se dejansko takrat šele naučiš pisati znanstvene članke in recenzenti ti pri tem ogromno pomagajo. Tako da jih ne smemo gledati kot sovražnike, ki nas ovirajo na poti, ampak dejansko kot nekoga, ki nam da toliko spet nekega dodatnega znanja, da smo še boljši. In pa potrpežljivost. Tako kot je Sandra omenila, recimo, kar je mogoče, bi jaz rekla, ena pomanjkljivost akademske kariere, da moraš zelo dolgo čakati na potrditev. Se pravi, ko ti pošlješ članek, lahko 2 leti, tudi 3 leta čakaš, da bo ta članek res objavljen. Medtem ko v poslovnem svetu se mi zdi, je delo seveda tudi projektno, ampak se te projekti hitreje zaključijo. Pri nas se mi zdi, da moramo biti kar potrpežljivi, ampak smo pa potem zelo ponosni in veseli. Tako da to bi izpostavila, da naj ne obupajo prekmalu.
Ker kakšni moram reči, da tudi zato zapustijo akademsko kariero. No? Nekako imajo občutek, no, da se morajo preveč, da imajo preveč ovir na svoji poti objav, ampak zato pa tudi ni potem vsaka, recimo ne pride do teh objav, ker jih je res relativno malo v teh revijah, ki so mednarodno tudi priznane. No? Tako da to bi rekla. Super, se pravi, smo slišali, bodite vztrajni, pogumni, potrpežljivi in tako naprej. Tudi če treba čakati več let. Pa predvsem to bi rekla, da je treba verjeti vase. No? Ne glede, v bistvu, kaj ti nekdo reče, sej je treba poslušati, ampak ne izgubiti vere vase. V bistvu, ker nekje v nas, tisto, kar mi sanjamo, da želimo narediti, mora ostati vedno. In tako da verjeti in dosežemo. Potem, slej ko prej bojo cilji doseženi, jaz prav to verjamem. Zdaj, ko gledaš recimo nazaj v svoje začetke kariere, v svoje razmišljanje, ki si se odločila, da bo šla po tej karierni poti, a bi kaj spremenila, če bi mogla, oziroma če bi lahko? Kar bi spremenila, ali pa ne bi toliko spremenila, bolj dodala, recimo, ker sem imela to izkušnjo odhoda v tujino in delovanja v tujini, bi to še večkrat počela. No? Se pravi, da recimo sploh na začetku kariere, ko bom tako rekla, si tudi še malo bolj svoboden, kar se tiče razporejanja s svojim časom, bi veliko več recimo prav preživela v tujini, v bistvu s tujimi sodelavci, tudi delala pač na kakšni tuji fakulteti, se to drugače počnem, ampak recimo to bi spremenila, ker mi je vsak tak obisk, če zdaj gledam nazaj, dejansko razširil obzorja, ogromno, tudi omogočil spoznati veliko ljudi, hkrati pa tudi v bistvu s to distanco, ko si nekaj časa oddaljen v bistvu od doma, začneš bolj ceniti stvari, ki jih imaš doma, ki se ti prej zdijo same po sebi umevne in jih v tujini veliko bolj ceniš in potem, ko prideš nazaj, dejansko rad prideš nazaj. No? Ampak to bi, recimo, če bi šla še enkrat, in to tudi svetujem tem mojim, recimo zdaj, mladim raziskovalcem, s katerimi delam, pejte, zdaj imate idealno možnost, v bistvu seveda v okviru zmožnosti, ampak če le imate možnost, pejte in delajte čim več, predvsem zato, da v bistvu spoznate nove ljudi, način dela in to nenazadnje potem tudi prenašajo nazaj na našo fakulteto, tako da imamo oboje stransko. Izpostavila si, Darja, zelo pomemben vidik tujine pri razvoju akademske kariere. Tu bi se pa navezala na vprašanje v teh 20 letih ustvarjanja, ali si srečala in morda v času bivanja v tujini, na konferencah in na drugih udeležbah, si srečala veliko zaslužnih, uglednih raziskovalcev, vodij, bi morda delila kakšno misel, nasvet oziroma še posebej kakšno modrost, ki ti je posebej ostala v spominu, recimo, da si srečala nekoga in je res prišel do tistega momenta, in si to potem dodala ali v članek ali v tvoj način delovanja ali pa morda novo pedagoško metodo. Tukaj bi v bistvu jaz mogoče malo bolj praktične nasvete izpostavila, ki sem jih uspela dobiti od teh ljudi. In tukaj je bil v bistvu tudi eden od ključnih, ta moj somentor iz Anglije, profesor Ševič. On dejansko, moram reči, da mi je dal ogromno koristnih nasvetov, ki jih jaz tudi z veseljem delim naprej tem mojim študentom. In sicer recimo prvi tak nasvet, da je dober doktorat je zaključen doktorat. To lahko tudi v poslovno prakso pač prenesemo. Se pravi, da tistega, kar se lotimo, moramo zaključiti. Ker vedno pač vsako stvar lahko izboljšuješ v neskončnost, ampak dobro je takrat, kadar je zaključena. Se tudi nekako verodostojnost pokažemo. Tako, in tudi, da znamo v bistvu pač delovati v nekih omejitvah, da znamo v tistih omejitvah pokazati največ. No, druga stvar, ki se pa tudi v bistvu nanaša na doktorat, recimo, če se pogovarjamo z ljudmi, ogromno, ampak tukaj mogoče bolj ljudi, ki niso akademiki, gleda doktorat kot na neko življenjsko delo, da to doktorat. In recimo meni je on zelo malo, ko sem prišla tja v Anglijo, povedal, da je v bistvu doktorat kot vozniško dovoljenje v akademskem svetu. Se pravi, to je dovoljenje, da ti sploh lahko začneš delati.
Potem, kar boš delal pa naprej, dejansko je pa v veliki meri od tebe odvisno, a ne, kakšen razvoj, s kom se boš družil, s kom boš pisal članke, raziskoval, ogromno tudi, a ne, poudarka na sodelovanju s podjetji, a ne, sploh na našem področju. Tako da jaz bi bolj te praktične nasvete, Zelo super. sigurno pa se strinjam, da ja, je ogromno ljudi, zdaj mi je bilo preveč, da jih tukaj naštevam. Bom pa rekla, da mi je bilo pa recimo zelo všeč v enem momentu, ko sem osebno recimo srečala avtorje, ki sem jih ogromno jaz citirala v svojih raziskavah, in potem, ko z njimi recimo na neki konferenci sediš, tako kot zdaj midve, na konferenci, na večerji in z njimi osebno govoriš, recimo to so mi bili tudi zelo pomembni, no. Trenutki, da v bistvu potem mu lahko razložiš, kaj si pa še ti nadgradil nad recimo tistim, kar je že on prej naredil, no. Tako da take stvari v bistvu te zelo bogatijo, no. Kako se pa srečujete, povezujete akademiki iz ožjega znanstveno-raziskovalnega področja, si pišete si kakšen mail, pošljete, se slišite, imate kakšno posebno, ker gre za le nišno raziskovalno področje, ne, in eksperti iz celega sveta se zelo dobro poznate. Ja, recimo jaz veliko raje hodim na take v bistvu dogodke, ki so bolj, bom rekla, specializirani, kot je tukaj primer na menedžerske sisteme kontrole. In recimo tukaj je zelo znana Management Control Association, ki je spet bazirana v bistvu v Angliji, zato ker je tam ogromno raziskovalcev z tega področja, no, ampak prireja veliko različnih vrst dogodkov. In tako, da tam se kot osebno srečujemo, seveda pa itak imamo zdaj možnosti neskončne, a ne, kar se tiče pač povezovanja na različne elektronske in druge načine. Bi pa tukaj izpostavila, no, da se tudi z njimi dogovarjamo, da naj bi bilo leta 2022 pa ta njihova največja konferenca, ki jo organizirajo v Sloveniji. No, trenutno sicer še ni nič potrjeno, ampak so izrazili v bistvu zelo veliko navdušenje, tako da bi bilo to tudi meni zelo v čast, no, da bi jih v bistvu pripeljali recimo verjetno bi bilo potem to na naši fakulteti, a ne. Zdaj mene zanima, se pravi, ti si profesorica, imaš ogromno mladih umov, si tudi mentorica. In zdaj, če se dotaknemo nekega konstruktivnega feedbacka in to apliciramo na poslovni svet, dostikrat pridemo do tega, da mora vodja, direktor dati feedback, ali je to pozitiven ali negativen. A imaš ti kakšen nasvet ali pa magično formulo, kaj je dobra formula? Je treba biti čisto odkrit, transparenten ali malo lepšati? Tukaj je dobra lastnost vodje, da zna prepoznati, na kakšen način do nekoga v bistvu povedati kritiko ali pa pohvalo. Zato, ker nekateri ljudje pač bolje delujejo, če mogoče malo bolj na trdo poveš, a ne, in se potem dejansko odzovejo, pri določenih boš pa odpor, a ne, dosegel, če boš na tak način komuniciral. Tako da tukaj bi rada najprej povedala to, da predvsem ne pozabiti na pohvale. Ker meni se zdi, da vse prevečkrat imamo v bistvu povratno informacijo samo, kadar je kaj narobe, a ne. In tako da v bistvu ljudje se morajo čutiti, da jih opaziš, kadar pozitivno, ne, kadar nekaj dobrega naredijo, ne samo kadar naredijo kaj narobe. Tako da neka taka redna komunikacija, prepoznavanje, a ne, dejansko dobro opravljenih stvari, če niso dobro, pač dejansko opozorilo tudi, a ne, da niso dobro opravljene, ampak nujno pa povratna informacija vedno, ker drugače se mi zdi, da ljudje nekako izgubijo voljo, a ne, tudi ne poznajo ciljev, no, ker to recimo smo tudi večkrat ugotovili v naših raziskavah, pa ne samo za slovenska podjetja, to tudi v bistvu velja na splošno, da ljudje zaposleni recimo v podjetjih velikokrat ne poznajo ciljev, ne samo svojih, ampak v bistvu ciljev podjetja kot celote, ker pride tudi iz tega, v bistvu, da ni neke prave komunikacije, niti nepovratnih informacij, da bi sploh vedeli, a so na poti do doseganja cilja, ne. Tako da tukaj se mi zdi ključno, mislim, je ogromno možnosti, kjer lahko naredimo vsi še neke napredke, a ne. Izpostavila bi tudi in ti čestitamo za prejem nagrade odličnosti v znanosti ARRS ter tudi več drugih pedagoških in raziskovalnih nagrad, ki si jih prejela v tvoji akademski karieri. Morda lahko osvetliš, kam usmerjaš prihodnje raziskave, s katerimi raziskovalnimi vprašanji in pa s katerimi projekti se zdaj ukvarjaš oziroma kam usmerjaš raziskovalne cilje, v katere vsebine? Ja, v bistvu sem prej v pogovoru že omenila, a ne, da se v zadnjem času zelo tako pač teoretiki kot tudi praktiki ukvarjajo s proučevanjem načina uporabe sistemov za obvladovanje tveganj kot dela
sistemov menedžerske kontrole. Tako da v bistvu tudi jaz, skupaj, že prej smo omenili, s kolegico Mojso tukaj največ skupaj sodelujejo, pa še tudi v bistvu z eno hrvaško kolegico, Danijelo Miloš Sprčič iz fakultete v Zagrebu, kjer smo skupaj izvedli v bistvu kar tako zelo široko študijo na slovenskih in hrvaških podjetjih z področja v bistvu obvladovanja tveganj, povezave do strategije, tudi recimo, kako ta tveganja vplivajo na način uporabe določenih informacij pri odločanju, tako da največ mislim, da v prihodnjih letih se bom kar s tem ukvarjala, sistemi za obvladovanje tveganj v, kako bi rekla, odnosu do obvladovanja uspešnosti poslovanja, kaj so prednosti, slabosti, kakšni sistemi se izkažejo kot najboljši. Super. Dajmo se še malo dotakniti, kaj Darja počne, ko ni profesorica. Kakšne serije imaš rada, kakšne knjige rada bereš, aj kakšna oddaja na Netflixu zdaj, ki ti je pritegnila pozornost? Ja, no, evo, v bistvu tukaj, kar se tiče teh stvari, imam jaz, tako bom rekla, določene serije, na primer, ki me zanimajo, so že zelo starejšega datuma, kakšne so tudi novejše, ampak recimo, tako bom rekla, kot neka taka zimzelena, mogoče med humorističnimi, ki jo zelo rada gledam, je Seinfeld. To mi je, bom tako rekla, vedno aktualna, tako kot moji sistemi kontrole. Drugače sem pa zelo, v bistvu, bom tako rekla, oboževalka kriminalnih serij. S tem, da mi veliko bolj ustrezajo angleške pa francoske, kot mogoče ameriške, zato ker v bistvu bolj delajo na tej psihologiji in če tako povem, mogoče so mi bliže, ker tudi malo bolj raziskovalno se lotijo tega detektivskega posla. Prej mogoče, ko smo govorili, recimo, po mojem, bi bila ena od mojih možnih karier tudi, recimo, da bi delala na nekem področju, recimo, kot je detektiv ali pa kaj takega, ker je zelo blizu. Drugače pa enako pri knjigah je v bistvu podobno, psihološke kriminalke, tako da moram pa reči, da rada posegam predvsem po tovrstnih knjigah, strokovnih v bistvu je že poklicno zelo ogromno preberem, tako da jih sicer veliko preberem, ampak ni to moj prosti čas, jih kar v službenem času preberem. Čeprav jih je tudi kar nekaj, ne vem, od teh strokovnih bi lahko izpostavila mogoče, ker sem prej omenila, kaj raziskujem, Risk-Based Performance Management, ker to sta dva avtorja, Krillman pa Smart, ki dejansko se s tem ukvarja, kako združiti različne sisteme in jih povezati z obvladovanjem tveganjem. Tako da, ja, Super, to knjigo bomo definitivno potem tudi navedli za vse direktorje, menedžerje, ki se želite več poučiti o menedžerskih sistemih kontrole. Morda pa še iz gimnazije, si pa tudi plesala, zdaj recimo standardne plese, zdaj pa recimo ti je narava, zelo blizu in pohodi v naravo, v gore, ampak tudi športe pa tudi spremljal, Ja, recimo, ples pa glasba definitivno sta mi še zmeraj zelo blizu, tako da sploh glasba, dobro, ples ob posebnih priložnostih, odvisno, če so na voljo soplesalci, ampak drugače pa ja, predvsem to, v naravi recimo, zdaj ali so to krajši, daljši sprehodi, je pa to tudi kar del v bistvu mojega dejansko vsakodnevnika. Tako, če pogledam že kakšne 2 leti se trudim, da je to kot že neka navada postala. Super, zdaj, če povzamemo vse skupaj, kaj bi bila tvoja neka zaključna misel, ki bi jo namenila našim poslušalcem? Imej v mislih, da imamo od direktorjev do vodij raznih manjših, večjih podjetij, do akademikov, do mladih študentov, do oseb, ki se še iščejo. Kaj bi bila neka taka zaključna misel? Tukaj mi je pa zdaj prišlo na misel, ker sem omenjala, da mi je na splošno tudi glasba zelo blizu in bom pa rekla citat Georgea Michaela uporabila. Prosim. Bom v angleščini najprej povedala, pa potem še v slovenščini. To je iz njegove pesmi Heal the Pain in pravi pa takole: Be good to yourself, because nobody else has the power to make you happy. Se pravi, da v bistvu moramo biti dobri sami s sabo, ker imamo samo na koncu mi tisto moč, da se osrečimo. In zdaj, ali je to na kariernem ali pa v bistvu na splošno na življenjski poti, se mi zdi, meni osebno je to misel, ki mi je zelo blizu. Super.
Res hvala, Darja, za tvoj trud, za tvoj čas, za vse, kar si tudi za nas naredila, da si bila naša gostja in na tvoji akademski poti in pa tudi v zasebnem življenju in na družini. Vse lepo in veliko uspehov še naprej. Hvala ti. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Ja, hvala.